Dobrodošla. Danes je zame mogoče majčkeno drugačen intervju oziroma pogovor, zaradi tega, ker pač večinoma sem snemala s takimi ljudmi, ki jih že tako bolj neposredno poznam, ampak sem si res želela tudi spregovoriti z nekom tvojega profila, s tvojimi izkušnjami in v bistvu kako se ti različni svetovi, ki jih mi mogoče v tem svetu zelo polariziramo, da eni spadajo v nek aspekt življenja, drugi v drugi in se ne stikajo, si pa ti marsikaj od tega že začela prepletati. Za začetek, no, pa itak vsakmu rečem, da se malo predstavi, kar je zelo zanimivo tebi. Postavljati tako vprašanje, zaradi tega, ker ti itak vsak že približno pozna, ampak še vseeno pa kako ti sebe vidiš, kako sebe doživljaš svoje življenje, svojo pot, pa mogoče to, kar malo opiši, oriši. No, najprej najlepša hvala za povabilo, sem počaščena. Sem si pogledala nekaj tvojih oddaj in vidim, da res zelo raznoliko odkrivaš plasti življenja. In sem upam, da bova tudi mi dve danes odkrili še nekaj novih. Tako da, kaj bi rekla o sebi v tem trenutku? Moje celo življenje je ena sama radovednost. Vedno bila sem tudi kot otrok zelo vesel otrok, radoveden, vedno me zanimalo, kaj je za robom hiše, pa čez cesto, pa ob reki, pa v gozdu. Skratka, ta svoj svet sem širila zelo postopno, odraščala sem na podeželju, na vasi in se mi zdi, da mi je to dalo zelo veliko samozavesti in nekega notranjega miru, ker se tudi vedno znova z eno veliko radostjo spominjam teh prvih otroških let. Tako da, to je mogoče ena tista prva karakterna lastnost. Že od vedno nosim v sebi to, da želim delati stvari z ljudmi. Tako da sem tudi vedno imela neko klapo, malo že kot otrok in pol kasneje mi je bil to šport, zatočišče, kjer sem spet ustvarjala v timu. Potem seveda na fakulteti, že v srednji šoli, pa brigadirske akcije, pa taborniška organizacija. Skratka, vedno znova vse, kar je bilo na tej moji poti odraščanja, mi je dokazovalo, da je sicer zelo pomembno, da ti kot posameznica ali pa posameznik se zavedaš svojih sposobnosti in da se vključuješ v aktivnosti ali pa v razvoj nečesa novega s temi svojimi notranjimi močmi, vendar šele, ko si povezan v skupino, ko deluješ res v enem ustvarjalnem timu, lahko celostno prvič vidiš neki izziv, neko priložnost ali pa problem in hkrati ga potem tudi celostno nagovoriš. No in to mi je bilo tudi zelo pomembno vodilo za naprej, tudi kasneje, ko sem že v korporativnem svetu, v tujini in doma se preizkušala na različnih menedžerskih pozicijah. Mi je bilo to vedno zelo pomembno vodilo. In hkrati sem gotovila, da to ne sme biti statično, se pravi, različne orodja za participativne modele so me zelo navdušila, ker so vedno znova dajala neko dinamiko, no in to je tudi mogoče ena karakterna lastnost, zelo imam rada dinamiko okrog sebe, stvari, ki imajo neke priložnost, nek naboj v sebi in tako kot je že Michelangelo rekel, da je David že bil tam, da on je sem kamen odstranil. Jaz to velikrat vidim pri problemih ali pa pri priložnostih. One so tam in mi moramo samo jih sprostiti, da lahko napolno zaživijo. No in to mi je bilo tudi pomembno vodilo v mojem osebnem, poslovnem in osebnem življenju. Potem pa sem s časom, predvsem zdaj v bolj poznih letih, oziroma v zadnjih letih svojega razvoja, ki pa so nekako zaznamovani s politično kariero, sem pa zelo začutila to potrebo in željo, da je vse to, kar sem dobivala v prvem obdobju, drugem, tretjem obdobju življenja nazaj. In vem, da mogoče zveni malo patetično, ampak res čutim, da je moje poslanstvo zdaj v tem obdobju, da služim. Da služim ljudem, služim, če hočete, temu našemu prostoru, državi, zelo sem s ponosom in zelo vznesenostjo delala tudi kot evropska komisarka na evropskem parketu. In vedno znova se mi dokazuje, da se potem to tudi nagradi z nekimi konkretnimi rezultati. Še enkrat, nikoli
ničesar sama, zelo redko boste mene našli v kakršnekoli individualni zgodbi, vedno v skupini in vedno z nabojem in z eno iskreno vero, da se stvari lahko naredijo, če se hočejo, oziroma če iskreno želiš nagovoriti tisti izziv, da bo to problem ali pa priložnost. To je nekako moj naboj. Iz tega pa seveda življenje ponuja najrazličnejše priložnosti in aktivnosti, skozi katere potem to na nek način spravljam življenje. Omenjaš, da si večinoma v timih oziroma pač ne solo, ampak še vseeno si pa se tudi začela poglabljati tudi v ta duhovni svet. Bila si v šamanski akademiji, ne? Kar v bistvu se mi zdi zelo pomemben element, da človek vendarle sebe izgrajuje kot nekega posameznika, celovitega in se na tak način umešča v to neko širšo skupnost. Pa me zanima, kakšna je bila ta tvoja pot? Ja, to vsekakor je bila malo daljša pot, no. Že v času, ko sem se ukvarjala športom in me je pot odnesla tudi vrhunski šport, je bilo izjemno pomembno, da si ne obvladoval samo telo, ampak tudi emocije, tudi nek duhovno raven, to stabilnost, notranjo stabilnost v športu je bila izjemno pomembna, sposobnost tega osredotočenja. In meni se je to naravno dogajalo, vse bolj me je pa začelo zanimati, od kje pa, kako pa, a je to, da se da tudi to usmerjati, ali je to samo nek navdih trenutka. No in v bistvu je prvi tak večji korak po tej športni karieri je ob moji selitvi v Silicijevo dolino. In ko sem tam magistrirala in začela delati, sem začutila, da je mogoče zdaj čas, da pa paralelno ob tej zelo zahtevni, dinamični računalniškem okolju najdem nekaj, kar mi bo pomagalo tudi sebe kot osebnost vendarle bolj razvijati, ker drugače lahko zelo hitro postaneš zelo tehnološko usmerjen brez te čustvene in duhovne dimenzije. No in vedno sem si želela, vendar nikoli našla ustreznega okolja za razvoj nekih teh, tako imenovanih martial art, se pravi umetnost borilnih veščin. Mogoče to kot posledica športa. No in se vpisala v akademijo tam in skozi proces teh nekaj let res intenzivnega treninga, vsakodnevnega, sem se pa začela spoznavati navznoter. Videla sem, da nič se ne zgodi samo zaradi nekega instinkta ali pa nekega trenutnega navdiha, ampak da je zelo vse povezano z intuicijo, da je zelo povezano z notranjim duhovnim ustrojem, s tem, kako ti stojiš, kako ščistiš svoje blokade in kako lahko v trenutku v bistvu deluješ celostno. In me je res to zelo navdušilo. No? Nikoli ne bom pozabila, pač na izpitu za črn pas, potem, in to se je zgodilo en teden pred povratkom nazaj v Slovenijo, ko sem prvič uspela na me skočiti, poleteti. In tisti neizmeren občutek lahkotnosti, ko potem od takrat naprej se mi je podprl nek svet in neka radovednost, kako je to sploh možno. In to sem začela nositi v sebi nekaj let, kar dolga leta, preden sem se odločila za naslednji korak, ampak to me je pa spremljalo, res da tistega momenta nisem nikoli več mogla ponoviti, ampak že spomin in občutek, da ti lahko postaneš vibracija, je bilo pa neizmerno. In lahko rečem, da ko me je življenje poslalo en malo večji osebni izziv na pot, sem začutila, da je čas, da posežem spet v neko novo tehniko in vse skupaj življenje. V slovenščini imamo super izraz, vse se zgodi na ključ. Prijateljica me je potegnila v nek teden joge, ker sem bila res zelo izmučena, na Škotsko. No in tako ta teden joge je bil v enem šamanskem centru in tam sem se prvič srečala sploh s konceptom te staroselske duhovnosti. Vemo, da Škoti so ohranili tudi zelo močno
razumevanje in stik s starimi keltskimi kulturami in so to zna zelo na en tak ustvarjalen način povezati med sabo. Hkrati so se jih pa ena skupina šamanov iz Peruja si je prav ta center zbralo tudi za prenos znanj iz peruanskih okolij v evropski prostor. Tako da je kar naenkrat bil tak res enih povsem novih frekvenc. In tam sem pa začutila, da morda so pa to tiste orodja, ki bi meni lahko pomagala iti v naslednjo fazo razvoja. In tako se je tudi zgodilo. In nikoli mi ni bilo žal. Jaz nisem šamanka, to me zelo moti, ker ljudje to tako pretenziozno uporabljajo ta izraz, seveda šamani so posvečeni ljudje. Uporabljam pa tehnike in sicer tiste, ki sem začutila, da služijo meni zato v nekih kritičnih trenutkih v življenju ali pa samo zato, da vzdržujem neko fizično kondicijo, emocionalno kondicijo, duhovno kondicijo. Tako da izjemno obdobje, ki seveda zdaj se nadaljuje v najrazličnejših oblikah, ampak mi je več tako zelo osredotočeno kot takrat, ko sem pač se odločila za akademijo. To je tudi en moj pristop, da ko me nekaj zagrabi, grem vedno pogledat od ozadij. To pomeni, da zberem tudi formalni način šolanja, zato da res razumem, kaj se v resnici dogaja z nami, ko vstopamo v take procese. Zato sem šla Akademijo borilnih veščin narediti, naredila sem šamansko akademijo, ko sem se odločila, da me zelo zanima, zakaj je sploh možno hoditi po žerjavci in kakšne so te efekti, kako je sploh to teoretično možno. Sem se takoj upisala v inštruktorski tečaj in takrat se mi je tudi povsem nova dimenzija odprla, povsem novo razumevanje. In takrat je bil mogoče drugi primer, ko sem prišla blizu tega občutka, ko smo hodili recimo po 12-metrski žerjavci, da se je ta prehod zgodil brez časovne komponente. Kot bi se samo prestavil iz točke 1 na točko 2. No, tako da to me še vedno zelo bega oziroma vznemirja in vem, da bo še za mojega časa bomo odkrili fiziko, ki bo znala razložiti, že kvantna fizika zdaj že ve, da se lahko v resnici hkrati zgodi isto stanje na dveh različnih fizičnih prostorih. Tako da jaz mislim, da bomo čedalje več o tem vedeli in da bomo čedalje več tudi razumeli te duhovne dimenzije človeka. Marsikdo misli, da te stvari ne grejo skupaj s takim mogoče malo trdim, krutim svetom kot politika in gospodarstvo. Ti vse to živiš skupaj. Kako je bilo recimo, ko si s temi vsebinami prišla v Bruselj? To se je že zelo hitro razvedelo, da pač je to del tvojega življenja. Kako so se tam odzvali in kako si to lahko povezvala? Ja, mogoče je res to, da ljudi malo bega. Jaz sem po poklicu elektroinženirka, smer računalništvo in informatika, ampak moram reči, že takrat kdorkoli študira tovrstne vede, ker ničesa ne moreš prijeti, tudi elektrike ne moreš prijeti, računalništvo si vse moraš predstavljati. Ti kar naenkrat bistveno bolj uporabljaš to razširjevanje uma, ker mu moraš skozi delati prostor, da si lahko stvari predstavlja na novo. In se mi zdi, da že takrat stopiš, če hočeš ali pa nočeš, na to pot nekega zelo dinamičnega notranjega sveta. Kar se pa tiče tega prenosa in tega prehajanja svetov, meni to služi za to, da sploh lahko celostno živim. In to mi ni bilo nikoli tudi narodno povedati. Jaz sem tudi mnoge tehnike uporabljala pri svojih strankah, ki smo z njimi delali izjemne preboje. Podjetja, ki so bila res v zelo zahtevnih, težkih gospodarskih situacijah, morda tik pred propadom, smo z neko kolektivno zavestjo, z razvojem njihove samozavesti, z razumevanjem sposobnosti in spoštovanjem sposobnosti drugega, kar pa se zato, da te prebivaš, te blokade, ki jih imamo mi v glavi, te predsodke, te neke ustaljene stare vzorce, zato da lahko stopiš samozavestno na novo pot, so določene tehnike izjemno pomembne in jih lahko zelo dobro pokoristiš. No, predvsem je pa po moje v slovenskem prostoru
to postalo zanimiva komponenta, ker lahko rečem, da sem bila ves čas v svojem delovanju uspešna. Ne, to ni bilo nekaj, kar bi zdaj mene izoliralo ali pa bi se jaz trudila in bi mi delalo probleme, ravno nasprotno. Mene je v bistvu bilo veliko lažje s temi tehnikami prepoznati res izvirne potrebe, iskrene potrebe in potem tudi prepoznati prave rešitve, ki te potrebe lahko nagovorijo. No, bruseljska zgodba je bila pa bistveno bolj enostavna. Jaz mislim, da smo si imeli ljudje tle v Sloveniji s tem mnogo več opravka. Predvsem mediji, ker to je bilo znano, mislim, jaz sem živela to življenje že 10-15 let prej, preden sem sploh vstopila v politiko, vendar je bilo to bolj poskus diskreditacije in mogoče pri preprostih ljudeh, ki o tem ne vedo dovolj, oziroma imajo zelo zakoreninjeno svojo versko usmeritev, so hoteli zbuditi nek dvom ali pa sum, poglejte, čarovnica. Ne vem, kakšne vse slike so se takrat objavljale. Sreč nisem niti videla jih, ker pač se je pri meni ta vortex za Bruselj zgodil zelo hitro. Je pa moram pa reči, da je pa bruseljski mediji so mnogo bolj korektni, mnogo bolj profesionalni. Nekaj člankov se je pojavilo z dvomom, kdo zdaj prihaja v Bruselj, vendar po mojem zaslišanju v bruseljskem parlamentu, takrat sem si pa res začutila, pridobila izjemno spoštovanje od vseh in od takrat naprej ni bilo ene več objave v tej smeri. Super. Ja, mogoče je res. A ne, tudi recimo, ti si bila na tej zahodni obali Amerike, kjer je po eni strani ta Silicijeva dolina, pa to je res pač delo vse čas zelo, tudi ta razumski del, ampak obenem je pa zahodna obala, pa sploh Kalifornija, ne, je vedno veljala za nekaj dokaj odprtega za duhovnost, za neke drugačne in takrat principe. V Kaliforniji to ni bil nobenega problema v zvezi s tem, nikoli. Mislim, to je bil zelo zanimiv, moji kolegi in kolegice so me ves čas tudi sprašvali, ker mi smo tudi tekmovali, sem v nekem trenutku postala prvakinja od prvega prvenstva Kalifornije, tako da je bilo to res tako bolj radovednost jih je gnala in smo se o teh mojih izkušnjah, predvsem pa o tem, kar sem se naučila, zelo veliko odkrito pogovarjali. Se pravi, tukaj je bolj problem v tem našem slovenskem prostoru je bolj to, da nekatere skupine to poskušajo izkoristiti za neko diskreditacijo in mi jih je žal, ker v resnici sploh ne vejo, o čem govorijo. V resnici veliko več vse povejo kot meni, in pač to se v medijih razpihuje, ampak večina ljudi se mi je kvečemu upravičila, da se na ta način sploh o meni pogovarjajo, kot pa da bi jih jemala resno. Kako pa je to okolje na tebe vplivalo? Ker recimo sem brala knjigo tega moškega, ki sem z njim tudi že delala intervju, Britanca Roba, ki se zelo tudi ukvarja s temi novimi drugačnimi pristopi v življenju in skupnosti. In on se je nekoč pogovarjal z britansko, mislim, da je bila tudi tukaj v Evropskem parlamentu, ena izmed njih, in je rekla, da se je njej zgodilo, da sploh ni več sanjala, ker je bilo toliko pritiska, ker je bilo toliko dela, toliko vseh informacij. In vemo pa, da recimo sanje kažejo na to tudi, koliko imaš razvito domišljijo, koliko imaš sploh tega notranjega sveta, ker ko to usahne, verjetno tudi drugi deli človekovega notranjega sveta malo usahnejo. No, jaz težko rečem, ker moj spanc je izjemno globok. In jaz se sanj skoraj nikoli ne spomnim. Ker takoj, ko zaspim, grem res globoko in se ne zavedam ničesar in se zbudim ponovadi tam 5-7 minut pred budilko. Tako da sem zelo hvaležna za to lastnost, ker to čutim, da se na ta način mi zelo telo regenerira. Tako da to ni bilo nič drugače v Bruslju. Bilo je sicer tam veliko še bolj zahteven tempo, predvsem zaradi vseh potovanj.
tako da se mi je večkrat časovnica zmešala. Ampak sem si spet s tehnikami, predvsem dihalnimi vajami, jogo. Jaz sem začela v Bruslu, to je bil pa zdaj tretje obdobje, če je bilo prvo borilne veščine, drugo bolj te šamanske tehnike, je bilo v Bruslu vse zelo tesno povezano z jogo. Imela sem srečo, sem za Voglom, kjer sem stanovala, en izjemno lep joga studio z vrhunskimi učitelji. Tako da kadarkoli sem le imela čas in ker so bile ure ves čas na voljo, si se prijavil v katero koli si pač hotel, oziroma kadar si imel čas, sem jaz tu letela, kadar sem lahko in mi je to res pomagalo. To mi je umirilo tudi, bom rekla, in telo, in emocije, in duh, ohranjalo to notranjo kondicijo. Tako da sem brez nekih poškodb v bistvu šla skozi teh 5 let v Bruslu in tudi moram reči, da smo z ekipo naredili vrhunski rezultat in sem zelo ponosna na vse. Sploh, ker smo uspeli zaktivirati celoten prometni ekosistem v Evropi, spet s participativnimi modeli, tudi nekaj novega, kar smo upeljali. In zato se je to dalo res veliko narediti in veliko premakati in to je bilo tudi moje sporočilo skozi v Slovenijo, v politiki, če veš, kaj hočeš in če zaktiviraš ljudi, da to res veliko lahko dosežeš. No, tudi to mi je prineslo več minus točk kot pa plusov, ker zato, ker se mi zdelo, da pol imajo občutek, da trka na njihov slavo obavest, ker resnici politika v Sloveniji je neizobražena, nima nekih vizionarskih pogledov, ne upa si hoditi po nekih vizionarskih poteh. Ljudje so veliko bolj nagnjeni k nekemu razporejanju že znanih dogovorov, dobrin, zelo skrbijo, da ohranijo svoje stolčke. In seveda, če nekdo pač pove neko pozitivno izkušnjo, prikaže nekaj drugega, potem to ni najbolj zaželen komentar. Ja, v bistvu ravno o teh modelih sem te tudi želela malo povprašati, ker meni je to res nekaj čudovitega. Tudi jaz sem bila nekaj časa zelo aktivna v naši lokalni skupnosti, kjer normalno ne moreš mimo teh stvari, če hočeš karkoli dobrega narediti, da bo tudi drugim ljudem všeč. Kakšni so ti modeli, ki so tebi blizu, kaj ste vi uporabljali in kako v bistvu to upeljevati v tak način dela? No, kot rečeno, sem že vse svoje poslovni karieri zelo hitro zapopadla te modele, ki se jih uporablja za to, da se aktivira širša masa, za masovno inoviranje, za masovno participacijo, masovno ustvarjanje, povezovanje različnih oddelkov na horizontalni ravni, da skupaj dosegajo nek skupen cilj, ker vemo, da to je v podjetjih zelo pomembno, da se ne izolirajo posamezni oddelki, ker zelo pogosto, recimo iz prakse je cel kup teh primerov, ko se neka pojavi problem nekje v zadnji fazi proizvodnje, sem po defaultu ponovadi tam, kjer problem izbruhne na dan, ni njegov vir, in moraš res potegniti celoten proces, celotno vrednostno mrežo skupaj, da se kolektivno prepozna šibka točka, ki je velikokrat očem nevidna in tudi resnično vsak misli, da pri njemu ni ali pa pri njej ni nobenega problema, sem pa, ker ti prideš skupaj in zrišeš vse procese na stene in začneš vnašati številke, začneš vnašati podatke, pa naenkrat vidiš, kje se lomi, in ampak spet to ne gre za to, da bi ti nekoga krivil, tukaj gre za neko kolektivno ozaveščanje in pol se seveda to stvari popravijo in hitro stečejo naprej. No, in na podoben način sem zelo ljubitelj tehnik Art of Hosting, tega globalnega gibanja, kjer zdaj težko opišem, ampak gre za različne oblike, kako identificirati idejo, kako potem zbrati različna mnenja okrog ideje, kako sortirati in pride do nekega zoženega nabora idej, ki so že bolj kompleksne in so že rezultat vseh teh začetnih vstopnih informacij, kako se odločati, s katero potem dejansko naprej. Tako da to so res te tehnike za prebijanje, razvoj kolektivnega ustvarjanja in kolektivnega odločanja, kjer pa seveda vedno znova vidiš, da moraš imeti zelo zaveščene posameznice in posameznike, ker če nimaš, potem so tudi te ideje prazne. Tako da ves čas vidiš to dinamiko med posameznikom in posameznico in kolektivnim, kako zelo pomembno je, da sta obe v nekem dinamičnem stanju in da seveda se obe razvijata.
Tako da to je gotovo ena stvar, ki jo še v politiki nismo dobro izrabili. Se pa sliši tudi strani civilnih iniciativ, zelo veliko pobud, recimo prvi tudi v Sloveniji že uspešno v nekaterih občinah implementiranje tako imenovan participativni budžet oziroma participativno odločanje o konkretnih projektih, ki se razvijajo tokom nekega mandata. Najhujš je, da se večina stvari za 4 leta začrta, potem pa ni fleksibilnosti, ki jo nujno potrebuješ, ker življenje pa prinese marsikaj. Potem vse bolj glasni smo, da hočemo tudi elektronsko glasovanje, kjer bo predvsem možno soustvarjati in podajati mnenja o različnih referendumih in potem tudi se množično udejstvovati teh referendumov, kjer bo seveda nekimi orodji veliko lažje in bolj dostopno vsem državljankam in državljanom. To so zdaj prvi zametki. Če pa pogledamo nazaj, pa vidimo, da stara ljudstva, tudi na tem področju so pa že zelo uporabljala te različne tehnike in so imele veliko kolektivnega odločanja na nivoju skupnosti. Recimo, mene fascinira, ko imamo še ostanke v vasi Vrba na Gorenjskem, kjer je še zdaj okrog lipe so ti kamniti stoli. In je zgodba fascinantna. V tistem času, to gre par stoletij nazaj, je vsaka družina v vasi imela svoj kamniti stol, enak, ne glede na premoženjsko stanje družine. In kadarkoli sta bili dve družini v sporu, sta se te dve družini mogli usesti vsaka na eno stran lipe in z argumenti, ne z energijo oči in puščicami in nekimi manipulativnimi prijemi, ampak z argumenti zagovarjati svoje stališče in potem so vsi ostali presodili, kdo je tisti, ki ima prav. To mi je zelo tako navdihujoč primer. Ja, meni je bilo tudi zelo zanimivo, ker sem izvedela, da v bistvu tudi v našem prostoru nekoč ni bilo tako, da bi ljudje kandidirali, kdo bo vodja, ampak so ga določili in on ni mogel zavrniti tega. Ampak je bilo to v bistvu res tisto poslanstvo, ki mu ga je namenilo ljudstvo in ga je potem tudi moral v dobro ljudstva izpolniti. To je ta zgodba naših Knežjega kamna na Gosposvetskem polju in dejansko je fascinantna zgodba, kako je tisti, ki je bil izvoljen, se moral tudi odpovedati vsemu svojemu premoženju, se obleči v preprosta oblačila in vladati iz kamnitega stola. In ljudstvo je bilo naprošeno, da potrdi ali se strinja, da je to tisti vladar, ki mu želijo slediti. To so res fascinantne zgodbe in mogoče je čas, da jih obudimo in se začnemo po njih spet ravnati. V bistvu, če zares gremo v zgodovino, je ogromno enih zelo dobrih praks in zelo veliko modrosti, ker v končni fazi nekoč si ljudje niti niso mogli privoščiti, da bi bili tako razdrobljeni, kot smo danes, a ne pa tako skregani. To ste pa si zdaj odprla eno zelo zanimivo temo. Industrijske revolucije so tiste, ki so začele že od začetka zaradi lastnih potreb po človeku, so začele odtujevati človeka najprej od samega sebe, od sočloveka in od narave. In če zdaj pomislimo, to je zdaj že več kot 250 let, ta proces poteka in z vsako industrijsko revolucijo je slabši. Zanimivo je, da se pa ravno v tem obdobju, če gledam na svetovnem nivoju, tudi zdaj v zadnjem obdobju vodim eno globalno gibanje, ekocivilizacija, je pa vse bolj glasen ta poziv človeka samemu sebi, da vendarle naj se vrne nazaj k sebi, vendarle naj začenja pot, ki vodi v resničnost, svojo lastno resničnost. In naj neha iskati resnico, ker resnica je manipulativna, ampak pot v lastno resničnost in potem na osnovi tega se povezovati z ostalimi, je pa vse glasnejši. In se mi zdi, da je ta potreba po ponovnem vzpostavljanju nekega korektnega odnosa z naravo, katere del nismo, ker te industrijske revolucije so nas potegnile ven, ker niso hotele
tega odnosa do narave, skrb za narave, ker so seveda to naravo uničevali, ker je industrija to naravo poskušala odriniti in nadomestiti z neko hladno tehnologijo, z nekimi preračunljivimi proizvodi in produkti, zato da bi seveda obvladovala planet. Zdaj vidimo, da naravo obvladovati je zelo nevarna stvar, ker je ni tako sofisticiranega sistema, pa nema še taka umetna inteligenca pri tem besedo, kot jo ima narava, ki je povezana vsak element z vsem, kar obstaja. In če pustimo naravo v primeru, ona se zelo hitro skalibrira in uravnoteži. To je bil za mene fascinanten primer v Černobilu. Ker je narava poskrbela na presenečenje ljudi mnogo hitreje, zato da se je ponovno uravnotežila na še tako kontaminiranem področju, kot je bil Černobil. Čeprav za človeka še vedno ni prijazna, ampak za večino ekosistema, ki tam obstaja, pa je, in vem, da slej ko prej bo narava poskrbela, da se bo tudi človek lahko vrnil. Ja, v bistvu jaz sem nekoč pomislila, zakaj si ljudje želimo nadvladati naravo, če se pa lahko čudimo. To je tako neverjeten sistem, tako globoka inteligenca in mi smo del tega. Zakaj ne bi bili hvaležni, da dejansko nam je dano biti del nečesa tako mogočnega? To je dobro vprašanje. Ne smemo zanemariti razvoja, kako se je človek, homo sapiens, sploh razvijal. Zdaj že vemo veliko več, da je na tem svetu soobstajala plemena z genetskimi strukturami, ki so bili mnogo bolj napredne od homo sapiensa. Že neandertalc kaže na višjo stopnjo inteligence, drugih načinov organiziranja, podobni so bili tudi v Aziji. Vendar je neandertalc to svojo, bom rekla, bolj ozaveščeno naravo seveda zgubil v odnosu do homo sapiensa, ki je bil pa zelo agresiven, organiziran v mnogo večje skupine, ker je edino to mu dalo možnost preživetja. Recimo, da je bil manj brihten in je dobesedno izpodrinil, ne vemo vseh zgodovinskih dejstev, ampak dejstvo, da pa so ostanki DNK-ja neandertalcev tudi še v nas. Vemo, da je homo sapiens prevzel dominanco in spodrinil pač druge vrste. To se je v nekem obdobju očitno izkazalo kot bolj uspešno. Danes in potem je ta, bom rekla, jeznorita in energija, dominance, moči in nadvladja dobivala vse več podpore, dokler ni eskalirala v stanju, v katerem danes smo. Mi imamo danes ta izjemen pritisk na dominanco, manipulacijo, kar jaz gledam predvsem v kontekstu dekadence zahodnega sveta. Jaz verjamem, da je zahodna civilizacija trenutno ravno zaradi obnašanja, ki ga tudi zelo dobro lahko opazujemo tukaj pri nas, je na poti v propad. Na tak način sigurno, ja. In kar vidimo, je, da se pa hkrati duh prebuja, zato jaz sem zelo optimistična in verjamem, da se bomo reinventirali. Zato tudi vodim to gibanje ekocivilizacija, ki govori o drugačni podobi in strukturah, v okviru katerega bi se lahko v prihodnosti organizirali in povezovali in ustvarjali dodano vrednost, predvsem tudi v kontekstu ohranjanja tega planeta kot neke res enkratnega in neponovljivega konstelacije planetov v tej galaksiji vsaj. In mi je pa malo absurdno, da milijarde in milijarde, trilijone in trilijone ustvarjene vrednosti spet tukaj na Zemlji, ki jo je ustvaril v resnici mali človek skozi vse različne pore ekonomskih modelov, se nekaj posameznikov uzurpira pravico, da vse to prenašajo, zmanipulirajo ljudi, da jim zaupajo svoj denar in prenašajo v absurdne projekte življenja na Marsu, ker recimo Mars nima ničesar, s tem, da predpostavljajo, da bomo mi, ti isti ljudje, uničili Zemljo do te točke, da bomo pa si želeli na Mars iti. Mislim, kakšen absurdni kontekst nekega razvoja je to. Namesto, da bi mi poskrbeli, da
bo ta čudovit planet nas še milijarde let vzdrževal naprej. Tako da, in tukaj vidim, da je in spirit in srce so zelo izvani in me navdaja z velikim optimizmom, ker vidim, da po celem svetu vznikajo te bolj progresivne ideje kolektivne zavesti, ki se usmerjajo v ohranjanje tega planeta. Jaz sem prva, ki ljubi raziskovanje, je radovedna. Dajmo raziskovati vesolje. Sam ne na račun, da uničujemo svoj lastni dom. In tudi dr. Patrik Gržan o tem zelo veliko piše, o tem krematizmu, kjer se ti zažiraš v te emocije oblasti in kopičenja nekega bogatstva, brez da bi v resnici vedel, čemu to služi. In ko vprašaš se ljudi, pa kaj to rabiš? Jaz sem prvi na lestvici, ne vem kateri. Ne, v resnici so to ljudje prazni, v resnici znotraj ne najdejo zadoščenja in ga ves čas iščejo v nekem materialnem svetu. In dejstvo je to, kar nam že mnogi pregovori in zgodbe govorijo, več imaš, več hočeš imeti, bolj si prazen in manj časa imaš za to potovanje v sebe, v odnose. Si seveda postaješ če dalje večji revež na ta način. Žalostno pa je, da seveda opustošenje pustiš tudi okrog sebe. Ja, to je meni tista najbolj tragični element, ker razumem, da so to neke travme, lahko tudi mogoče neko sočutje čutim do tega, ampak ni pa pošteno, da zraven v pogubo potegneš še druge. Tukaj je pa treba potem tisto razmejiti. Recimo en zelo tak konkreten primer, ker zdaj večkrat imamo različne debate, politične tudi in pogosto vprašanje, kaj narediti z degradiranimi področji v Sloveniji. In vedno znova ljudi šokiram, ker rečem, najprej moramo zavestiti, da degradirana področja v Sloveniji povzročil človek. To niso nastale zaradi tega, ker se je eno drevo podrlo oziroma, to smo mi naredili. In mi se lahko odločimo, da nikoli več nobenega degradiranega področja ne razvijamo in bo mir in da bomo metali v brezno, brez dna, nek denar, ki seveda bi ga lahko, ali pa neko ustvarjeno vrednost, da je varaj o tem govoriti, ki bi jo lahko za mnogo bolj konstruktivne načine porabila. In to je to, ta ozaveščanje tega obnašanja nas in tega neodgovornega odnosa do sočloveka, do samega sebe, do narave, ko bomo to vendarle spravili v eter in začeli se o tem odkrito pogovarjati. In mislim, da tudi tale najna današnja oddaja, ki je bila zapeljana v to smer, očitno ima to poslanstvo v sebi. Tako da res mi lahko premislimo 2, 3, 4, 5 korakov naprej in pomislimo, kaj bo to prineslo za posledice. In mislim, da bi nam življenje bilo mnogo, mnogo lepše, če bi si dovolili ta premislek z seveda neko potem odgovorno odločitvijo, ki bi temu sledila. Ja, to jaz tudi ljudem tako rada poudarjam, da ne moramo si več privoščiti površnih odgovorov na zelo kompleksne situacije. No in to populisti delajo. Vem. In to je glavni moto populista je, da en zelo kompleksen problem, ki ga ljudje ne morejo, je tako kompleksen, da ne morejo več razumeti. Recimo pandemija je bila tipičen primer, je potem pride nekdo in ponudi zelo preprosto rešitev, vsi se bomo cepili in bo konc pandemije. In ljudje, jasno, jaz to razumem, so zapopadli tisto rešilno bilko, da bojo vendarle imeli spet normalno življenje, da bojo šli v službo, da bojo lahko šli na dopust, da bojo lahko... V resnici je bil pa to čista katastrofa. In mislim, da je to lekcija bila za vse, da si dovoljno premislek, predno verjamemo v neke populistične zgodbe in zahtevamo, da na kompleksne vprašanja dobimo celostne odgovore. Ja, in da v bistvu tudi vidimo, da to ni nekaj zopernega, ampak je v bistvu res fajn, da si, tako kot si rekla, da si dovoljmo, da si dovoljmo reči, ok,
Vem, da se mudi s kakšno stvarjo, ampak še vseeno ravno zaradi tega, ker je tako pomembna, je ne rešimo v 1 uri, ampak si dajmo priložnost, stopimo skupaj, poglejmo stvari z različnih zornih kotov in v bistvu lahko ponavadi najdemo take veliko bolj navdihujoče odgovore. No in to so spet participativni modeli, ne? Tako, da vidimo ja. izziv z različnih zornih kotov, ne? Ker ti, ne glede na to, kako si pameten, ne glede na to, koliko izkušenj imaš, si še vedno omejen. Ja. In ko ti kar naenkrat dobiš namesto enega, dobiš 10, 20 različnih pogledov na isto stvar, se nam vsem skupaj razširi in potem smo sposobni sprejemati celostne odločitve. Ja. Sploh smo bili pa ljudje z namenom sem postavljeni tako različni skupaj. Ja, to je res. Ker pač življenje je ena zelo kompleksna stvar, tako da sigurno en človek nima odgovora na njega. Res je. Vendarle te moram pa še majčkeno vprašati o ekocivilizaciji. To je projekt, organizacija, pač zdi se, da ti je zelo tako ljuba, tako da mogoče, če poveš še nekaj o tem, zakaj in kaj je namen. Ja, to pa še bomo odkrili, ampak dejstvo je, da tam okrog leta 2011-2012 sem jaz bila zelo aktivna v mednarodni organizaciji za sistemsko znanost. In bila tudi organizator konference v Vietnamu, kjer pa smo si postavili za cilj, da se pogovarjamo o civilizacijskih paradigmah. Namreč začelo je brbotati, ljudje so začeli dobivati signale, ki so jih prepoznavali kot signale za pripravo na neko večjo spremembo v kontekstu družbe, ne samo nek ekonomski model ali pa nek drugačen pogled na organizacijo, temveč da bo prišlo do neke civilizacijske paradigme. No, in to je mene takrat, vem, tako je moje telo narejeno, ta intuitivni uvid, ko me začne matrati, ne zgine, dokler ga ne nagovorim. In takrat sem začutila ta zelo močan impuls in tudi mi smo se zelo tako resno pripravljali na to konferenco, celo leto. Skupina nekaj 12-15 sistemskih mislecev vsega sveta. Konferenca je šla mimo. Veliko je bilo izjemnih predstavitev, takrat razmišljanj. Potem sem pa videla, da je bilo verjetno to prezgodaj, ker je vse skupaj malo potihano. In smo se mi tudi vsi malo razgubili. Eni kolegi so odnesli ta koncept neke nove civilizacije v Sacramento, tam je tudi nastala ena taka skupina, ki se imenuje EcoCivil in oni bolj znanstvenega vidika gledajo. Ena skupina je odnesla to na Kitajsko, kjer so to veliko bolj usmerili v tehnološko zgodbo. No, mene je kmalu potem odneslo v Bruselj, ampak je to noter skozi brbotalo. In se spomnim, da ko sem dobila malo širši uvid v delovanje teh svetovnih mehanizmov, tam nekje v 3. letu mojega mandata, se mi je pa ta ekocivilizacija začela kar sama od sebe pojavljati nazaj in sem jo že kar vključevala v različne govore, ker sem sama iskala nek širši okvir za to zeleno agendo, o kateri smo začeli tako veliko govoriti. Hkrati pa tudi širši okvir za vse te tehnološke spremembe, ki smo jih na nek način napovedovali, vendar so me začeli skrbeti v smislu tega že kar agresivnega, korporativnega usmerjanja proti tako imenovani transhumanizaciji, kjer so se seveda vsi ti neki tehnološki guruji odločili, da seveda s to civilizacijo oziroma z Homo sapiensem noče nič več imeti, da je to že odmrla veja in da je treba ustvariti neko novo civilizacijo, ki bo kombinacija nekega genetskega inženiringa in tehnološkega napredka. No, meni naznotraj to ni zvenelo smiselno, predvsem, ker sem videla še izjemne potenciale v razvoju človeka, ne? Kot tacga, ker se prebuja v duhovno bitje in tukaj so neraziskane izjemne dimenzije, za katere verjamem, da bomo še če uporabljamo možganov, samo par procentov. Ja, pa genetske strukture, nič ne vemo. Kaj je pa še vse zraven, tako, ja. No, in mi je potem naenkrat ta koncept, nek klobuk ali pa če rečemo nek dežnik, pod katero sem lahko začela veliko bolj celostno razmišljati o neki antidozi tej tehnološki komponenti in z distanco
opazovati tudi, kaj se je v zgodovini dogajalo. Videla sem po različnih koncih sveta, da vsi le ne razmišljajo tako kot zahodna civilizacija. A ne? Tudi vedno smo se zelo dobro pripravili, kamorkoli smo šli, tako da je bil ta uvid v neke kulturna, neka znanstvena, neka sociološka in politična okolja, kamor smo hodili, je bil zelo globok. In se je zgodba začela sestavljati, tako da ko sem prišla nazaj iz Bruslja, sem padla v ta lockdown, in sem se naenkrat vse zelo sprostila in so neke čiste misli se začele same gostiti in tako je kar eno noč sem mogla ostati, zato da sem lahko zrisala te modele, ki so se mi začeli pojavljati v glavi, jih objavila na spletu, odziv je bil zelo dober, moji stari kolegi iz te skupnosti sistemske so se začeli odzivati in tako, najprej smo organizirali dogodke, da smo začeli prepoznavati, kaj je zdaj tisto, kar nas vse na nek način nagovarja, kaj je sploh ta element, kateri so elementi, ki nas nagovarjajo, in smo ugotovili, da je neki taki zelo tipični značilnosti tega časa, je, da Zemlja je zakoličena, to se ni zgodilo še nikoli prej v zgodovini, večjih sprememb civilizacijskih, Zemlja je zakoličena, ni več nobenega praznega prostora, kar je seveda zelo pomembno tudi za klimatske spremembe. Ozavestili smo, da klimatske spremembe so naravni način obnašanja planeta Zemlje, vendar z našim obnašanjem, s to industrializacijo in temi negativnimi vplivi na vse tokove, ki jih Zemlja ima, seveda smo pospešili degradacijo in smo si vzeli pravico pravzaprav do prilagoditve, ker klimatske spremembe v preteklosti so tudi bile, ljudje so se dogajale zelo počasi in so ljudje tudi intuitivno počasi na to odreagirali, se začeli preseljevati in premikati na druge konce sveta, praznina je bila ogromna in zato je bilo to možno. No, danes smo izzvani, da moramo se na to odzvati tam, kjer smo in najti rešitve za sebe in za svoje družine, za svoj narod, tam, kjer je. Sicer vstopamo v vojne in vidimo, da je napetosti rastejo in se merijo moči. Do kjere mere, kam bo lahko kdo vstopal v primerjavi, da bo prišlo do enega večjega zasuka, ker napovedi so pa prvič tudi strani svetovnih znanstvenikov zelo konkretne in se zna zgodi, da se nam ledena doba zgodi že v našem času na severnem polju, čeprav zdaj zgleda vse, kot da se segreva, ampak ko se obrne zalivski tok, potem kar naenkrat je to čisto druga zgodba. Tako da nočem se rešiti, ker v resnici bomo najdeli odgovore na vse to, samo že s tem, ki jih ozaveščamo. No in tako so počasi nastajali elementi. Moj doprinos v celotnemu razmišljanju, mislim, da je glaven v tem, da sem si pa drznila zamisel drugačno strukturo skupnosti. Mi smo danes že tako zelo otopeli v zagovarjanju nekih orodij, da sploh ne opazimo, da se borimo v resnici za orodje, ne pa za človeka. Ne. Recimo, mi se borimo, da ohranimo nek finančni model ali pa ekonomski model ali pa neko industrijsko politiko. Lepo vas prosim, to so dinamična orodja. Kaj je bistvo življenja? Kaj je bistvo na tem svetu? Bitje, vključno z ljudmi, skupnosti, v okviru katerih se ta bitja povezujemo, prostor, v okviru katerega sobivamo, in neka zavest, neko transgeneracijska integracija modrosti, znanj, izkušenj in odnosi med vsemi temi. In zdaj, namesto, da mi forsiramo in tlačimo, recimo že generacije in generacije mladih ljudi v neko staro industrijsko formo pomnenja, in uničujemo v resnici ta potencial, ki ga se v človeku prebuja, bi v bistvu se morali vprašati, kaj moramo mi narediti, da bomo ta čudovita bitja razvijala naprej. Kaj skupnost rabi, da se bo razvijala naprej? Kako zagotoviti, da prostor ne uničujemo, ampak z njim sodelujemo? In kako medgeneracijska in celo transcivilizacijska znanja čim bolj uporabiti, zato da bomo najdeli čim bolj celostne odgovore na to. No, in okrog tega je zdaj že kar veliko gibanja. Mi smo danes že v 26 državah, imamo svoje vozlišča. Kaj to pomeni, da zavestno se
se dogaja pretakanje znanja, izkušenj, razmišljanj iz različnih koncev sveta, iščemo neke skupne točke in vse bolj se nam dozdeva, da naslednja civilizacijska paradigma bo prišla iz kolektivne, globalne zavesti prvič. Do zdaj so vse civilizacije prišle iz regionalnih okolij. Vedeti pa moramo, da je na tem planetu Zemlja obstalo že mnogo zelo uspešnih civilizacij, ogromnih, mnogo večjih kot katerakoli danes, trenutna, in da so propadle, če zelo poenostavim, iz 3 razlogov. Nepripravljenost na klimatske spremembe, ljudje so se sicer odselili, samo civilizacija pa propadla, zaradi pandemij, ki so ponavadi bili začetek nekega, in pa zaradi slabega vodenja in zelo neozaveščenih voditeljev, ki so v trenutku panike prišli naprej, namesto da bi celostno in odgovorno vodili, so seveda s svojim omejenim znanjem in agresijo pripeljali samo še hitreje do propada. Ja. Tako da to so pomembna spoznanja. Jaz vabim vse, da se nam pridružite na kakšnih od teh dogodkov. Imamo 2 do 3 dogodke na mesec. Tudi slovensko vozlišče ekocivilizacije je zelo aktivno, se lahko vključite, vse na spletu, tako da bom zelo vesela, čim več aktivnih članov. Ni nobenih obveznosti. Jaz to nosim kot nek družbeno odgovoren projekt, da držim prostor, da se vse te stvari odvijajo. Tudi ne maramo sponzorjev ali pa kakšne komercializacije, ker je glavni namen, da svoboda misli, da teče, da se prelivajo ideje in da ljudje res pridejo v stik s tistimi ljudmi, ki so jim blizu, da lahko skupaj premikajo neke meje okalupljenih konceptov. Tako da verjamemo, da je dobra antidoza transhumanizacije in tem norim industrijskim konceptom. Hkrati pa verjamemo, da seveda tehnologija je neko zelo koristno orodje, vendar mora ostati orodje, ne pa cilj. To je zelo jasno sporočilo. Torej, Zemlja kot ekosistem galaksije, da jo ohranimo. Ta nov model družbe, ki poudarja bitja, skupnosti, prostor, zavest in pa odnose, ki so ta dinamična orodja, s katerimi se razvijajo te 4 komponente. Verjamemo, da bomo odkrili tudi novo fiziko, ki nam bo pomagala razumeti odnose in voditi odnose bolj kakovostno. Verjamemo, da bodo odnosi osnova za ustvarjanje neke vrednosti, ki jo bo družba prepoznala. Tako da zelo vznemirljiva prihodnost, ki jo pa moramo seveda soustvarjati. Delujemo po 3 zelo preprostih principih. Popolna preglednost in transparentnost, potem zaupanje, in pa imamo pravilo, delaj to, kar čutiš, da je prav. Kakšna je pa vizija, kam naj bi se to razvijalo? V ekocivilizacijsko paradigmo. Okay. Se pravi, prehod iz te zahodne civilizacije, ki trenutno dominira po svetu in vidimo, da se jih že na velikih koncih sveta upirajo. To je ta tako imenovan postimperialistični model, ki nikakor ne najde neke nove vizije razvoja. Mi ponujamo pač koncept neke ekocivilizacije, v okviru katerih se bomo mi razvijali pod nekimi novimi principi, ki pa zdaj skupaj se ustvarjamo. Super. Jaz bi te še ful stvari vprašala, ampak da ne bo pa čist predolgi. Ti bom zastavila še tisto poslednje vprašanje, ki ga kar večini ljudi postavim. Kaj je tista popotnica, ki bi jo dala ljudem? Popotnica za vse, ki nas poslušate, gotovo, da v življenju je vse odvisno od tega, kakšen odnos imamo med do življenja. In to je naša lastna izbira. Posledice so seveda lahko zelo nepredvidljive, ampak jaz močno verjamem, da ko skupnost zgradi svojo mehko tkivo in zna poskrbeti za vse, ustvarja polje ene varnosti, v okviru katere se lahko mnogo lepih stvari razcveti. Zato dajmo skupaj ustvarjati to polje varnosti, v okviru katerega
bomo vedeli, da ne glede na to, kaj nas čaka, bomo stopili skupaj in to tudi znali ustrezno rešiti. Verjamite vase, poglabljajte se vase, iščite to pot do svoje resničnosti in hkrati držite svoj duh in svoje srce odprto za povezovanje z vsemi ostalimi v neko kolektivno skupnost, ki potem seveda lahko zagotovi nek trajnostno vzdržen razvoj. Čas je, da pogledamo enostavno stran od strahu, stran od manipulacije, stran od vseh teh negativnih čustev. Obstajajo orodja, ki nam pomagajo, da jih sčistimo in potem svojo polnostjo soustvarjamo prihodnost. Hvala lepa. Hvala tebi. Pa mogoče še kdaj še o tistih 1001 vprašanju, ki še ostaja. Z velikim veseljem. Hvala, da si držala tako prijeten prostor. Enako.